Predstavljamo vam nekaj izdelkov na letošnji poklicni maturi, ki so jih pripravili dijaki in dijakinje v programu Tehnik računalništva. Šola je resna stvar. Da bi jo popestril in se pri tem še malo zabaval, je Domen Bencak za maturitetni izdelek ustvaril mobilno aplikacijo na platformi Android s 3 znanimi igrami v spomin na stare dobre čase, zato je izdelek poimenoval Retro Games. To so igre 3 v vrsto, Flappy Bird in Snake. Gabriel Zadravec je izdelal mobilno aplikacijo Judo Buddy. Aplikacija uporabnikom omogoča ogled novic v svetu juda in prikazuje videe, ki jih črpa iz največjega kanala za judo na spletni platformi YouTube. Vsi podatki, ki jih ljubitelji juda potrebujejo, se tako nahajajo na enem mestu. Aljoša Vertot je izdelal mobilno igro Fastlane. Izdelana je v orodju Unity in je tako primerna za različne mobilne operacijske sisteme. Igra je tipa Endless Runner. Igralec se nenehno pomika v eno smer, pri tem pa se izogiba oviram. Cilj igre je, da z avtomobilom prevozimo čim večjo razdaljo in pri tem zberemo dovolj denarja, da si lahko kupimo nov avtomobil. Timotej Zadravec je ustvaril Discord bota, ki ga lahko uporabljamo na platformi Discord. To je platforma za druženje ter pogovarjanje z ljudmi, prijatelji. Bot omogoča kar nekaj funkcij, kot so igranje iger, obveščanje uporabnikov, brisanje sporočil, odstranjevanje uporabnikov, pogovarjanje z drugimi. Hana Jančar je s pomočjo mini računalnika Raspberry Pi vzpostavila okolje za tako imenovano pametno hišo. Upravljanje naprav vklop-izklop je možno izvesti s pomočjo aplikacije preko telefona. Prikaz delovanja je demonstrirala na izdelanem modelu hiše. Tilen Sapač je načrtoval in sestavil prenosno baterijo. S pomočjo mikrokrmilnika Arduino, dodatnimi senzorji in prikazovalnikom je omogočeno prikazovanje stanja na sami bateriji. Stanje pa je možno preveriti tudi preko mobilne aplikacije. Liam Šlibar je s pomočjo odprtokodne brezplačne programske opreme imenovane GNS3 izvedel simulacijo računalniškega omrežja. Na primeru omrežja z VLSM pod omreževanjem je izvedel vse potrebne nastavitve na končnih napravah in konfiguracijo omrežnih naprav za delujoče omrežje. Aleks Donoša je pripravil predstavitveni film o BMX kolesarjih. Gradivo je posnel na različnih lokacijah z uporabo različnih metod snemanja, med drugim tudi tako, da je bil tudi sam na rolki, ko je snemal. Posneto gradivo je nato zmontiral v zanimiv film. Klara Horvat je pripravila predstavitev papirnatega denarja, ki je trenutno v obtoku za vse države na svetu. V programu CorelDRAW je oblikovala in pripravila denar za tisk, ga tudi natisnila in izrezala. Vsak bankovec je v originalni velikosti, ima pa seveda napis vzorec. Aleš Dravec je pripravil predstavitveni glasbeni video programa Tehnik računalništva za informativni dan.
Pravzaprav je prav vse opravil sam. Napisal je besedilo pesmi, pesem odrepal, jo tudi sam posnel, saj so v tistem času veljali še zelo strogi covid ukrepi in vse skupaj tudi zmontiral.